Rad bi še tudi med nami pozdravil župana občine Razkrižje, gospoda Stanka Ivanušiča. On je malo boljši govorec, pa še on kakšno lepo besedo povedal. Hvala lepa, se vidimo na vožnji. Ja, lepo pozdravljeni, on se malo heca, malo me je prisilil, ko sem mogel na oder priti, ker vem, da govorov ne poslušate radi. Pa vseeno en lep in prijazen pozdrav tukaj v centru Zavirje v občini Razkrižje. Torej, vesel sem, da ste prišli v te obmejne kraje, nekaj mi tu doli, zdaj pa ne vrem popraviti. Torej, kljub temu, da živimo tukaj ob meji, pa se tukajšnji prebivalci, ne glede na to, da so zapleti med državama na vrhovih v Zagrebu in Ljubljani velikokrat zaostreni, pa se mi resnično trudimo, da bi z našimi sosedi na oni strani meje živeli v miru, sodelovanju in medsebojnem razumevanju. Ker vem, da govorov ne poslušate radi, vam izrekam iskreno dobrodošlico v te obmejne kraje. Pa morda, ker sem nekatere prijatelje tu srečal, pa kaj vi delate v tej občini, malo nam povejte. Glejte, na kratko, kljub temu, da smo majhni, nismo veliki, ampak vendarle nam je uspelo marsikaj, tudi prestati veliko grenkega. Glejte, tukaj je bila prava osamosvojitvena vojna, tukaj na Gibini so po nas streljali 91. leta. Tu smo se srečali z begunci, tudi v tem šotoru, neposredno. Tukaj smo bili prvi, ki so nam 11. novembra leta 2015 na slovensko-hrvaški meji je tukaj najprej bila postavljena bodeča žica. Danes je zamenjana za nekoliko prijaznejšo navadno ograjo. Pa kljub temu smo uspeli v teh nekaj letih zgraditi kanalizacijski sistem na celotnem območju občine. Uspeli smo zgraditi nov vrtec, energetsko sanirati zgradbo osnovne šole, zdravstvene postaje. Morda ste slišali, 2 leti smo bili bitko, da smo po smrti prejšnje mlade zdravnice ponovno dobili stalnega zdravnika, specialista družinske medicine. Uspeli smo dobiti knjižnico, pošto in tako naprej. Ta trenutek gradimo državno cesto od mejnega prehoda Gibina v center Razkrižja s pločniki, javno razsvetljavo, tudi vso infrastrukturo polagamo v zemljo, tudi optične kable in tako dalje, da o vodovodu ne govorim, kajti zgradili smo ga že pred 35 leti in nekaj malega dodali tudi sedaj ob tem pomurskem vodovodu. Upam, da nisem predolgo govoril. Skratka, želim vam, da se imate danes tukaj lepo, živite prijetno in pošteno življenje. Moram povedati, da sem tudi sam ne politik, sem bolj kulturnik, delam, ker vsaka občina, pa naj še bo tako mala, je eno malo podjetje. In tudi moram reči, da imam odlične svetnike in moram povedati, da nobeden med njimi ni strankarski. Vsi so nestrankarski, ampak vsak je v svojem življenju nekaj dosegel. In to želim tudi vam, prijetno druženje, če pa nimate prihodnji vikend kamp, priti pa vas vabim tukaj ponovno v ta center Zavirje, kajti takrat pa bo 13. pohod pomlad v Prleških goricah, ko se bomo podali od 9:30, se bomo tukaj zbrali do 10 in bomo šli od našega vinogradnika do vinogradnika, okusili odlična vina, poskusili odlično kulinariko, spoznavali našo kulturno in naravno dediščino. Torej, če nimate kam, prihodnjo soboto tukaj v Razkrižje. Lepo se imejte in lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Hvala lepa, župan. Tako zdaj počas lepo spite, to do konca pijačo, se oblečemo, pa gremo na vožnjo. Ja.